Spoštovani žalujoči domači, spoštovani poslanci in poslanke Nove Slovenije, spoštovane članice in člani izvršilnega odbora, spoštovani zbrani žalni zbor, dragi prijatelji profesorja Avguština Vivoda. Pričenjam žalno sejo izvršilnega odbora Nove Slovenije v spomin na nekdanjega podpredsednika stranke, veleposlanika, predsednika Zedinjene Slovenije ter prejemnika zlatega znaka Nove Slovenije, profesora Avguština Vivoda, in prosim, da se ga spomnimo z minuto tišine. Naj počiva v miru. K besedi vabim prijatelja Avguština Vivoda, nekdanjega predsednika Slovenskih krščanskih demokratov in osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Prosim. Dragi sorodniki in prijatelji Tineta Vivoda, spoštovani žalni zbor. Zbrali smo se, da se ob nepričakovani in prerani smrti profesorja Avguština Vivoda Tineta poklonimo njegovemu spominu. Imel sem čast, da sem ga spoznal junija 1991, ko se je udeležil razglasitve samostojnosti in zbora Svetovnega slovenskega kongresa. Z nami je bil ves čas vojne in poročal je o dogajanju v Sloveniji, v Argentino. Od takrat so bila prijatelja in sodelavca. Tine Vivod se je rodil leta 1944 v Sloveniji, v Kočevju. Osnovno šolo je obiskoval v Ljubljani, na Ledini, kjer zanj ni bilo vedno malice, ker je bil sin napačne strani. Doživel je usodo razdeljenih družin, saj so se z očetom srečali v Argentini šele po 10 letih ločenosti. V zahtevnih razmerah je v Buenos Airesu doštudiral za profesorja telesne vzgoje. Zgodaj se je vključil v delo slovenske skupnosti, najprej v mladinske organizacije. Med drugim je postal predsednik Zedinjene Slovenije, krovne organizacije Slovencev v Argentini. Po združitvi zgodovinske SLS z SKD leta 1992 je postal predsednik SKD za Argentino in Južno Ameriko, nato tudi podpredsednik SKD za Slovence po svetu. Na to funkcijo je bil večkrat izvoljen tudi kot član Nove Slovenije. Ko je bil dr. Marko Kremžar glava SKD, je bil Tine Vivod njen motor. Od leta 2006 do 2010 je bil veleposlanik Republike Slovenije v Argentini in drugih južnoameriških državah. K uspehom njegovega dela štejem tudi pridobitev soglasja argentinske vlade za dvojezično gimnazijo, ki pa mu žal ni sledilo soglasje slovenske vlade. V času predsedovanja Slovenije Evropski zvezi je vodil srečanja vseh veleposlanikov držav članic Evropske zveze v Argentini in si pridobil tudi tako izjemen ugled. Po ustanovitvi Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve je poskrbel za ustanovitev VSO v Argentini. V zadnjem času se je posvetil tudi delu z argentinski Caritas. Tine Vivod je bil velik, zvest Slovenec, dosleden kristjan in pošten demokrat. Človek jasnih načel, trdne vere in volje, močne energije in zanesljiv prijatelj. Ne bom pozabil duha, s katerim se je posvetil delu za močno SKD v Argentini in drugod po svetu. SKD je bila v Argentini več volitev zaporedoma absolutni zmagovalec parlamentarnih volitev. SKD v Argentini ni bila nek oddaljen odbor, ampak je ustvarjalno sodelovala v tesni povezavi s Slovenijo. Lahko bi rekel, da je bil Tine Vivod tako prisoten tu, da smo pozabljali, da je tam. SKD v Argentini se ni ukvarjal samo z izseljenskimi vprašanji, ampak je zavzemal stališča do vseh bistvenih vprašanj slovenske države in vsega slovenstva. Nepozabni so bili tudi prvi obiski rasti slovenskih maturantk in maturantov iz Argentine, ki jih je pomagal organizirati.
Tinetu Vivodu izrekam globoko hvaležnost in iskreno priznanje za vse, kar je naredil za SKD in za Novo Slovenijo, za ves trud in dosežke pri delu za ohranitev in razvoj slovenske skupnosti v Argentini, na kulturnem, verskem, vzgojnem, športnem, političnem in gospodarskem področju, za vse, kar je podvzel, da bi vsi živeli v eni sami Sloveniji. Hvaležen sem mu za zgled univerzalnega slovenstva. Posebno pa sem mu hvaležen za osebno prijateljstvo, ki ni poznalo meja. Ko mu je bila jasna diagnoza, mi je v zadnjem pismu napisal: ne mislim se vdati depresiji, delal bom naprej. Hvala mu tudi za ta zadnji izraz volje. Naj nas navdihuje za delo za eno in zedinjeno Slovenijo, ki smo jo vsi zavezani. Naj počiva v miru. Najlepša hvala za vaše gospode, gospod Peterle. Sedaj pa vabim k besedi Boštjana Kocmurja, generalnega tajnika Izseljenskega društva Slovenija v svetu. Prosim. En lep pozdrav vsem navzočim, prijatelju Tinetu v slovo. Profesor Tine Vivod je bil predsednik, kot rečeno, Zedinjene Slovenije v času, ko se je Slovenija osamosvajala in bil veleposlanik Republike Slovenije v Argentini v obdobju 2006-2010. Bil je tudi podžupan občine San Isidro v Velikem Buenos Airesu. Vsa leta je bil živa vez med Slovenijo in Argentino. Kot mlad profesor telesne vzgoje je mlade Slovence v Argentini navduševal za šport v slovenskem duhu. Ko se je Slovenija osamosvajala, je odpotoval v Slovenijo in kljub nevarnosti napada med vojno za Slovenijo je o vojnih dogodkih in pogovorih preko radijskega oddajnika dnevno poročal argentinskim medijem o dogodkih v Sloveniji. Novice so jemale tudi druge latinskoameriške agencije. Istočasno smo v Buenos Airesu in drugih metropolah po svetu zasedali ceste in trge v podporo Sloveniji. Skupnimi močmi smo uspeli k takojšnjemu priznanju slovenske suverenosti iz strani držav Latinske Amerike. Junija 1995 je Tine ob 50-letnici slovenskega holokausta po drugi svetovni vojni kot predsednik Zedinjene Slovenije prinesel kip Luhanske Matere Božje v baziliko Marije Pomagaj na Brezje, ki še vedno stoji na stranskem oltarju bazilike. Ko je bil Tine slovenski veleposlanik v Argentini, je po različnih državah Latinske Amerike ustanavljal nova slovenska društva in med drugim v Argentini podpisal dolgo pričakovan socialni sporazum med Slovenijo in Argentino, za kar smo mu vsi Slovenci iz Argentine iskreno hvaležni. Tine je bil tudi ob ustanovitvi Izseljenskega društva Slovenija v svetu ves čas tesno povezan z našim društvom in z navdušenjem podpiral vse naše dejavnosti. Pogosto je bil tudi gost naših taborov. Tine je bil človek, ki je gradil in skrbel za medčloveške odnose. Bil je inovativen, neustrašen in skoraj vedno pravi človek na pravem mestu. Na tem mestu izražam dragi ženi Marjani, otrokom, vnukom in vsem njegovim prijateljem in v imenu Izseljenskega društva Slovenija v svetu iskreno sožalje. Naj mu bo Bog dober plačnik za vso njegovo delo v službi domovine in slovenstva. Najlepša hvala za vaše besede, gospod Kocmur. Vse zbrane vabim, da za pokoj Avguštinove duše zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen. Gospod, daj mu večni mir in pokoj, In večno zadovoljstvo in svetu. naj počiva v miru. Amen. Zaključujem žalno sejo izvršilnega odbora Nove Slovenije in družini Vivod ter v celotni slovenski skupnosti v Argentini v imenu celotne stranke izrekam iskreno sožalje. Vsem prisotnim hvala lepa za udeležbo in vabljeni vsi tisti, ki se še niste vpisali v žalno knjigo, da to storite sedaj po zaključku žalne seje. Hvala.